Najprej vas vse lepo pozdravljam, posebej organizatorja, profesora Samota Skrlovnika, ki je simpozij zelo dobro pripravil, in sem vesel sodelovanja na simpoziju. Moje, kot tudi prejšnje predavanje, ukvarja se z Edith Stein, Judinjo iz Preobrnjenko v krščanstvo. Izhodišče mojega predavanja je delo njene nečakinje, Suzanne Batzdorf, teta Edith, judovske korenine, katoliške svetnice. Nečakinja se v svoji knjigi dobronamerno prizadeva ovreči ne samo tetin pogled na družinske odnose, ki jih je teta zapisala v knjigi Iz življenja neke judovske družine, ampak tudi nekatere tetine trditve, katere se posredno ali neposredno dotikajo judovsko-krščanskega dialoga. Suzanne je tudi sama vključena v krščansko-judovski dialog prek različnih združenj po vsem svetu, ki so posvečene njeni teti. Povzel sem 6 nečakinjih ugovorov in poskušal na nje odgovoriti, sklicujoč se na življenje in pisna dela Edith Stein, in zaradi omejitve časa tukaj bom predstavil le 4. Prvi, Suzana zelo ceni prispevek drugega Vatikanskega koncila k boljšim judovsko-krščanskim odnosom. Vendar svojo teto opisuje kot predkoncilsko katoličanko. In to zaradi trditve, da je krščanstvo boljše od judovstva. Navezuje se na zadnji pogovor med Edith in materjo, ko na materino vprašanje, mar se ne da tudi po judovsko biti pobožen, odgovarja: gotovo, če človek ni spoznal drugega. Nečakinja ob tem doda svoj komentar. Implikacija je jasna. To drugo je nekaj boljšega. V tem smislu tudi razlaga Edithino kritiko nekaterih vidikov judovske vere kot dejanje samoopravičenja. Morda je ob spominjanju na omejitve in slabosti v verovanju in observanci vere svojih prednikov moja teta občutila potrebo, da upraviči svojo odločitev zapuščanja judovstva za prehod v katoliško vero. Menimo, da Edithina izjava ne nasprotuje koncilu, ampak brezhibno izraža njegovo misel. Pravzaprav trdi, da je njena mati kot judinja lahko dobra vernica in se kot taka lahko reši pod pogojem, po njej Kristusa kot edinega odrešenika. Podobno trdi tudi koncil v svojem osrednjem dokumentu, ko pravi, da se lahko reši tisti, ki brez svoje krivde ni spoznal Kristusovega evangelija in poskuša živeti moralno v skladu s svojo vestjo. Toda tisti, ki so spoznali, da je Kristus edini srednik in odrešenik, in da je cerkev njegovo sredstvo odrešenja, pa vendar ne bi želeli v njo stopiti ali v njej vztrajati, ne bodo rešeni, pravi koncil. Ker človekovo dostojanstvo vključuje obveznost iskanja resnice, še posebej religiozne, in te se mora držati, se nam zdi antropološko nesprejemljiv Suzanin ugovor, da Edith ne bi smela imeti krščanstvo za boljšega. Zakaj bi se sploh spreobrnila v krščanstvo, če bi mislila drugače? Razen, če ji nečakinja ne priznava iskrenosti njene spreobrnitve. Se pravi, da je postala katoličanka zaradi zemeljskih interesov in vzgibov, a ne pa iz prepričanja. Nečakinja ima pravico misliti, da je judovstvo najdragocenejše. Vendar mora dopustiti, da ima teta morda drugačno prepričanje.
Ali pa je koncilsko opredelitev za dialog razumela v duhu postmodernega relativizma, po katerem naj bi cerkev opustila resnico o enotnosti Kristusovega odrešujočega posredovanja, ker bi s tem podcenjevala druge religije in onemogočala dialog. Mi nasprotno menimo, da vsak verodostojen dialog živi na prepričanju udeležencev o pravilnosti lastnih predpostavk, kar je predpogoj, brez katerega je postavljena pod vprašaj že sama možnost dialoga. Drugo, očitek, da je zapustila svojo družino v najtežjem zgodovinskem trenutku, je verjetno z čustvenega vidika najmočnejši. O tetinem odhodu v Karmel nečakinja pravi: 11 let prej je teta Edith užalostila mojo hebrejsko družino, rekoč, da je postala katoličanka. Zdaj pa še to. Ni se moglo zgoditi v težjem zgodovinskem trenutku, pravi nečakinja. Hitler je postal kancler in začel svoj antisemitski projekt. Judje so se začeli bolj povezovati in zedinjati, moja ljubljena, draga teta Edith, pravi nečakinja, pa je izbrala prekinitev vezi svojo judovsko družino. Ni težko opaziti določene logike v nečakinjini obsodbi tetinih dejanj in nihče ji ne more oporekati iskrenosti. Zdi pa se nam, da je njena resnica kar precej subjektivna in premalo empatična v odnosu do tete. Lahko postavimo naslednje vprašanje. Je prav, da spoznano resnico in njeno udejanjenje odložimo zaradi zgodovinskih okoliščin ali človeških ozirov, če tudi so rodbinski. Toliko bolj, ker pri tem ne gre zgolj za teoretično resnico, doktrino, ampak absolutno resnico, ki človeškemu življenju določa smer. Toliko bolj, ker imamo pred seboj Edith Stein, osebo, ki iskanje resnice ni bilo samo po sebi namen, ampak jo je zanimalo predvsem to, v kolikšni meri se je spoznano resnico mogoče strinjati in se ji podrediti. Zato ni bolj natančno o njeni prevladujoči značilnosti govoriti kot o iskanju resnice, ampak raje kot o pokorščini resnice, pravi eden avtor. Drugače povedano, za njo resnica ni bila izključno spoznavno teoretska, ampak obenem tudi moralna kategorija. Ob tem velja omeniti, da v podrejanju resnici ni bila neuvidevna do svoje matere in družine. Ravno nasprotno. Ko se je spreobrnila v krščanstvo, je imela že 30 let. Ker je vedela za materino bolečino zaradi njenega prehoda v krščanstvo, je iz uvidevnosti do nje celih 12 let odlagala odhod v Karmel, kljub temu, da ni bila več v cvetu mladosti in da ji je pričakovanje s časoma postalo zelo težko. Še pred svojimi poučevalnimi dejavnostima v katoliških šolah v Münstru je vztrajno prosila duhovnega vodjo in predstojnico za dovoljenje vstopa v Karmel, a je bila zavrnjena tako zaradi materinega odnosa, kot zaradi koristnega učiteljskega delovanja. Vse to je v duhu pokorščine sprejemala. Editin odhod v Karmel zaradi tega ni bila neka nova dodatna muha, v smislu sedaj pa še to, ampak je šlo za nekaj, kar je pričakovala več let in odlagala zgolj iz človeške uvidevnosti. Z nacistično prepovedjo, da nadaljuje poučevanje,
je padla prva ovira za vstop v Karmel. Ponudili so ji alternativo, da odide poičevati v Južno Ameriko. Razumela je, da bo materi vseeno, če ne celo lažje, če ostane v Nemčiji, pa čeprav v samostanu, kakor če bi se odselila čez ocean, kot so naredili mnogi drugi Judje in tudi starši od Suzane. Tako je padla tudi druga ovira za uresničitev dolgotrajne želje postati članica reda Svete Terezije Avinske. Tretje. Oporeka se njeni prostovoljni žrtveni daritvi. Šlo je za smrt, pravi njena nečakinja, ki je ni sama izbrala, ki je sploh ni mogla izbrati, niti ji uiti. V tem kontekstu citira tudi svojega brata Ernsta Ludviga Biebersteina: vse do zadnjega trenutka so se vlagali napori, da Edith emigrira z Nizozemske, z očitnim namenom, da jo rešijo. Zato je težko govoriti o goreči želji, da svoje življenje da v daritev. Nekaj je želeti in po Božjem navdihu intuitivno zaslutiti mučeništvo ter se zanj pripraviti, drugo pa je prostovoljno prevzeti pobudo, da se to čim prej zgodi. Cerkev je vedno odklanjala ideje nekaterih heretičnih gibanj, kot na primer donatistov, ki so imeli mučeništvo za edino obliko popolnega sledenja Kristusu, zato so se nekateri sami prijavili, da bi bili obsojeni. Čeprav je Edith bila prepričana, da jo bo doletela deportacija, ni hotela sama odrejati trenutka, časa in ne mesta, kdaj in kje se bo to zgodilo. Taka drža bi bila proti katoliškemu nauku in zoper previdnost samo, ki se ji je manifestirala znotraj pokorščine legitimnim predstojnikom in v katero je neizmerno zaupala. Drži, da so redovnice v Ehtu do zadnjega dne skušale storiti vse, da bi jo premestili v Švico. Vendar sama v svojem zadnjem ohranjenem pismu iz Karmela v Ehtu jasno trdi, da jim ni treba vztrajati pri premestitvi in izraža svoje zaupanje v Božjo voljo. Ne bom žalostna, če se ta premestitev ne bo zgodila. Ni seveda majhna stvar drugič zapustiti drago Klausovno družino. Vendar jaz želim sprejeti vse, kar bo Bog določil. Še jasneje to izraža nekaj dni pred svojo deportacijo, ko je odklonila vprašanje o morebitni rešitvi. Ne delajte tega, pravi. Zakaj bi jaz morala biti izjema? Ali ni pravično, da ne dobim nobene prednosti zaradi mojega krsta? Če se ne morem sodeležiti sodbe svojih bratov in sester, je moje življenje v določenem smislu zgrešeno, pravi Edith. Zakaj torej vseeno sumiti, da je njena pisna in prostovoljno izpričana daritev življenja v duhovni oporoki zgolj deklarativne narave in da v resnici tega ni nameravala, oziroma celo slabše, da naj bi aktivno delovala, da nekega dne to slovesno odločitev prelomi. In zadnje, četrto. Če pogledamo z današnje postkoncilske perspektive, je najbolj problematična Edithina izjava iz njene duhovne oporoke iz leta 1939, ko skupaj z drugimi nameni navaja, da daruje svoje življenje in smrt kot zadoščenje za nevernost hebrejskega naroda, da bi bil Gospod sprejet od svojih. Strinjamo se z nečakinjo, da je ta izjava predkoncilske narave. Res se nanaša na takratno molitev iz obredja Velikega petka, ki se glasi: Oremus et pro perfidis Judeis.
Čeprav je to v novem postkoncilskem obredniku odstranjeno in pozitivno preoblikovano, je vendarle tudi danes treba poudariti, da ta sintagma ne le ni sprejemljiva, marveč tudi nevarna, ker hote ali nehote zbuja krivdo judovskemu narodu, da je trmast v neveri. Kljub temu se posamezni izrazi ne morejo razlagati zunaj konteksta celovitega avtoričinega učenja. In je treba upoštevati tudi naslovnike, katerim se obrača. Zato si upamo trditi, da gre le za predkoncilsko terminologijo, medtem ko je vsebinsko edit daleč nad svojim časom in popolnoma v skladu z drugim Vatikanskim koncilom. Menimo namreč, da je to sintagmo treba razumeti v kontekstu njene dominantne ekleziološke kategorije, cerkev kot mističnega Kristovega telesa. Izraz mistično označuje primat nevidne edinosti po veri, upanju in ljubezni, pred vidno, fizično in institucionalno. Iz tega intimnega zedinjenja s Kristusom črpajo cerkev in njeni člani vso moč, pravi Edit. Kolikor globlje je duša zedinjena z Bogom, toliko bolj se predaja vodstvu milosti in toliko močnejši je potem njen vpliv na izgradnjo cerkve. Edit razlikuje vidno in nevidno cerkev, zunanjo in notranjo pripadnost cerkvi. Meni, da nekdo lahko navzven pripada cerkvi, ne pripada pa ji navznoter. Ali obratno, da nekoga notranje že lahko nagiba Božja milost, a na viden način ne pripada cerkvi. To je razložila s primerom 3 kraljev, ki prihajajo počastiti novorojenega kralja, deteta Jezusa. Pravi, milost jih je privedla, preden so pripadali vidni cerkvi. V njih je navzoče živo hrepenenje po resnici, ki se ne ustavi pred omejenostjo doktrine in tradicije njihove domovine. Ker je Bog resnica in ker se on da najti tistim, ki ga iščejo z vsem srcem, v teh eksistencah je torej prej ali slej morala zasijati zvezda, ki jih je usmerila k resnici. Za njo ni nobenega dvoma, da je iskanje resnice z vsem srcem v določeni stopnji že združeni z resnico, ki je na koncu Jezus Kristus. Na ta način oseba na intimen in neviden način pripada Božjemu ljudstvu, torej cerkvi. Njena naslednja izjava to potrjuje. Nikoli mi ni bila všeč misel, da se Božje usmiljenje ustavi na meji vidne cerkve. Bog je resnica in kdor išče resnico, išče Boga, naj se tega zaveda ali ne. Ta njena misel je zelo podobna Ranerjevi teoriji o anonimnih kristijanih, torej o osebah, ki ne pripadajo vidno cerkvi, vendar živijo v skladu s svojo vestjo. Zdi se, kot da drugi Vatikanski vesoljni zbor v dogmatični konstituciji v cerkvi povzema njeno misel, ko pravi, da zunanja in vidna pripadnost cerkvi ne zagotavlja odrešenja, če oseba ni srcem pridružena Kristusu. Lahko pa je deležen odrešenja tisti, ki z iskrenim srcem išče Boga in sledi njegovi volji po glasu lastne vesti, čeravno vidno ne pripada cerkvi. V tem koncilskem duhu je tudi njeno prepričanje, da bo njena mati srečala usmiljenega sodnika, ker je sledila lastnemu prepričanju in resnici, ki jo je prepoznavala in je v tej veri sprejemala mnoge težke preizkušnje in storila veliko dobrega. Še več, mnenja je, da obstaja na določeni stopnji duhovna komunikacija
med vsemi tistimi ljudmi, ki so sledili glasu svoje vesti, čeprav navzen ne pripadajo katoliški cerkvi. Ne dvomi, recimo, da bo njena mati praznovala 87. rojstni dan, sveto Terezijo. Umrla je pred njenim godom. In da bo del njenih milosti pripadal tudi njej. Po drugi strani pa meni, da bo njena mati Judinja njej, kristjanki, pomagala, da pride do cilja. In na koncu sklep, ker je nečakinja svoje delo objavila po več kot pol stoletja po usmrtitvi tete v Auschwitzu, se nam je zdelo upravičeno in koristno, sklicujoč se na življenje in pisna dela Edith Stein, argumentirano odgovoriti na ugovore njene nečakinje. Želeli smo jih pogledati z tetine perspektive. Potrebo po taki dopolnitvi je posredno potrdila tudi nečakinja, ki je iskreno priznala, da tudi zdaj, 65 let kasneje, še vedno poskušam razumeti svojo teto in njeno izbiro. Menimo, da smo s tem vsaj do neke mere omogočili, da se sliši tudi druga stran in tako posredno prispevali judovsko-krščanskem dialogu v okviru te pomembne osebe. Evo, hvala za pozornost in opravičujem se, če kakšno besedo nisem povedal prav točno.